Kot smo rekli, veliko se dogaja v našem mestu in zdaj moramo začeti govoriti malo o prihodnjem vikendu, da nam ne bo vse skupaj pobegnilo, v smislu, da se ne bomo pravi čas prijavili, da ne bomo govorili, zdaj pa nismo, pa smo mislili, nismo vedeli. Maribor v gibanju in danes imamo dva gosta in sicer Športne zveze Maribor, je tukaj Maja Bezjak. Maja, dobro jutro. Dobro jutro. In pa iz podjetja ProTime, Domen Žnidarič. Domen, zdravo. Zdravo. Zakaj Športna zveza in zakaj ProTime? Jasno, Maribor v gibanju. Dogodek, ki združuje praktično 3 stvari, ne Maja? Tako je. V bistvu Maribor v gibanju združuje 3 dogodke in sicer otroške teke, kjer že imamo tradicionalno otroke, ki tečejo, ne? Tako, na trgu Leona Štuglja vsako leto privabimo več kot 2000 otrok. Wow. Ta dogodek je naslednji petek, v soboto imamo te teke in v nedeljo letos ponovem tudi pohorski kolesarski vzpon na Pohorje. Ja, in sicer pohorski e-bike, gravel in mountain bike vzpon. Torej vse te 3 najpriljubljenejše oblike oziroma izvedenke koles ste zajeli v ta dogodek. Meri pa se samo skupno, ne? Tako da, če imaš e-bike fajn odprt, Domen. V bistvu za kolesarjenje smo se letos odločili čisto skoraj da kot promocijski dogodek, priključen netekmovalna varianta, skoraj tako kot včasih, ko smo poznali te kolesarske trime. Eno tako skupinsko kolesarjenje, da vidimo, kakšen bo odziv kolesarjev. Drugače pa malenkost bolj tekmovalno, pa seveda za tudi vse tiste, ki niso tekmovalci, pa bolj v soboto na tekaškem delu. Bi pa tukaj še mogoče dodal in omenil, dopolnil Majo, da Maribor v gibanju, torej Maribor in Motion združuje praktično vse organizatorje športnih dogodkov v Mariboru. Športni zvezi Maribor treba izpostaviti tudi zdravstveni dom Adolfa Drolca, Univerzitetno športno zvezo Zdravo zabavo, naš delček v organizaciji, tako da smo res poskušali združiti močino. Ja, absolutno. Da pa gremo v bistvu od zadaj naprej, ker v nedeljo 15. septembra, če smo že začeli oziroma se začeli pogovarjati o kolesarjenju, meni se zdi to seveda super ideja, sploh ta izvedba netekmovalnega značaja, torej ta trim. Samo se veš, kak je pri kolesarjih. Jaz mislim, da tu ne bo šlo netekmovalno. Ste na to pripravljeni? Smo pripravljeni, seveda. Zagotovo tisti, ki bodo hitrejši, bodo odpeljali naprej. Spredaj, zadaj bomo imeli spremstvo na kolesih, da bo zadeva seveda varna, vožnja v skupini, tako kot mora biti. Torej, začelo se pa bo v Pekrah pri domu? Zbirno mesto je pod pohorsko vzpenjačo, kjer bo potem potekala skupinska vožnja v bistvu čez Kordek. Tam bo zbirališče vseh kolesarjev, ki bodo potem v skupini pa odkolesarili na vrh. Šli gor lepo pod Videcom pa do zgornje postaje. Lepa, ne? Gremo? Krasno, in oba vabljena, s kakršnim kolim prevoznim sredstvom. Jaz bi z veseljem, ampak nedeljo 15. Jaz tudi nekaj, jaz imam nekaj imam, pa ne vem točno obračati. Je pa res, da jaz sem prevozil v bistvu to traso kar nekajkrat in je res krasna, ne? Res je krasno, samo leta nazaj, tako da ne vem, kako zdaj izgleda. Torej, kolesarjenje v nedeljo, že takoj moramo povedati, kako se prijavijo in kako pridemo zraven. Prijave so še vedno odprte na spletni strani mbinmotion.com. Tudi če v katerega od brskalnikov piše Maribor v gibanju, Maribor in Motion v bistvu je prvi zadetek, tako da veselo na prijave so še odprte tudi do naslednjega tedna. Do kdaj točno se lahko prijavimo? Prijave bodo odprte vse do naslednjega četrtka, možne so pa tudi še potem v soboto in nedeljo na samem prizorišču. Tako da tudi če slučajno zamudimo, ni problema. Ne bomo nikogar odgnali. Če se ti urnik sprosti, absolutno bo na voljo. Bova imela opcijo, Jeger, ne? Bova imela opcijo. Tak izjemen športni dogodek, rekreativni dogodek, tudi tekmovalni Maribor in Motion oziroma Maribor v gibanju prihodnji vikend, torej petek, sobota in nedelja, kot smo rekli, v nedeljo kolesarjenje na Pohorje, na zgornjo postajo gondole, v petek in soboto pa teki. Govorimo o izjemnem športnem dogodku, ki bo v našem mestu prihodnji vikend, in sicer Maribor v gibanju, Ajdin otroški tek v petek, na to mestni tek zdravja v soboto in v nedeljo pohorski e-bike, gravel in mountain bike vzpon. Prijave so še vedno odprte na mariborinmotion.com in v studiu sta Maja Bezjak in Domen Žnidarič. Enkrat dobro jutro.
Tak na kratko sem povzel zdaj, Maja, glede na to, da vemo, da si tudi nekoč bila izjemna tekmovalka, atletičarka, da zdaj seveda si vidna trenerka in funkcionarka tudi v tej kraljici športov. Včeraj je bil za en intermezzo izjemen ta ekshibicijski dogodek, ko sta se na 100 metrov udarila Duplantis in Warhol. Povej, kaj te je tu najbolj presenetilo, ker presenečenje je bilo kar nekaj. Za mene recimo največje, ko mi je Domen danes povedal, da je Duplantis 1,61 m samo. Jaz moram kar priznati, da sem na ta dogodek čakala, odkar je ven prišlo. Ja. Sem bila včeraj kar celi dan naspidirana. Pa stavila sem na Warholma, tako da sem bila včeraj presenečena, ampak glede na Duplantisov vse splošni talent je. Je tudi tu pokazal svoje. Tako. 10:37 čas, ki se ga ne bi sramovali tudi kakšni drugi šprinterji, ne? 10:37 je čas, za katerega moraš šprinter res trenirati. Ja. Pa imeti nekaj malo več. Pa še imeti nekaj v sebi, ne moreš vsak tega natrenirati. Koliko smo mi dva laufala na 100 metrov? 90 maksimalno, ne smo zdržala. Eger, ni slabo. Drugače pa, če se vrnemo k dogodku Maribor v gibanju oziroma Maribor in Motion, začelo se bo z Aidinim otroškim tekom. Kot smo že rekli, več kot 2000 otrok pride tu vsako leto. Kje bojo tekli? Prireditveni prostor in pa sam tek je na trgu Leona Štuklja. Tam imamo že klasično traso, en krog. Veseli smo, da se vsako leto osnovne šole teka udeležijo v takem številu. Zadnja leta se nam tudi priključujejo šole s posebnimi potrebami, kar nas še bolj veseli. Tako da je en lušen dogodek za otroke v samem centru mesta. Ok, s tem se bo začelo vse skupaj, torej v petek, 13. septembra, na to pa v soboto mestni tek zdravja v sodelovanju z zdravstvenim domom Adolfa Drolca, kot je dejal tudi Domen. Tu pa sta dve trasi, ne? Ni to zdaj maraton, ne, da ne bi slučajno mislili, da ima zdaj Maribor tudi ambicije potem, da bi konkuriral, ne vem, Berlinu, Tokiu, Los Angelesu, Bostonu, New Yorku, da vam rekel Ljubljani, zakaj vi, ne? Ampak gre za en drug koncept. Ja, res je. Spremenili smo tudi prizorišče, selimo se na Lent, kjer bo trasa v bistvu potekala po obrežju Drave, res krasna trasa, čudovita, zdaj na prenovljenem Lentu. Priložnost za vsakogar, dve trasi, dobre 4 km bo en krog, 2 kroga pa potem nekaj čez 8 km, tako da res gre za pravi mestni rekreativni tek, na katerega so vabljeni vsi, oziroma verjamem, da ga zmorejo priteči vsaj en krog tisti, ki vse malo migajo in se ukvarjajo športom. Ok, se pravi še enkrat 2 kroga je lahko maksimalno 4,4 ali 8,8 km. Tako. Kaj pa, če bi kdo več? Bomo pa razmislili za naslednje leta in dodali še kakšno daljšo traso. Pa še en krog, pa še en krog. Pa si kofore zdaj. Ja, te pa laufaj, tu imaš kroge, delaj, gremo mi na golaž. Torej tudi za te teke velja, da so prijave na spletu do četrtka, lahko pa tudi še na sam dan teka se prijavijo. Okay, še kaj moramo vedeti, če želimo priti ali teči na mestni tek zdravja ali kolesari to nedeljo? Kaj so te nujne informacije, ki jih moramo poznati? Predvsem to, da naj res tisti, ki imajo namen, poskrbijo zagotovo za predprijavo. Sam registracijski postopek je potem tudi na samem dogodku hitrejši, lažji. Naj poskrbijo, vkolikor bo ta vročina še dalje trajala, za primerno hidracijo. Seveda bomo mi za tekače poskrbeli tudi z ukrepnimi postajami v soboto na teku in tudi v nedeljo. Drugače pa predvsem veliko dobre volje, športne dobre volje in pa pridite na Maribor v gibanje. Pa glede na to, da je ProTime zraven, bo tudi merjeno vredo, ne? Ščipi bo, ali bomo na Štoparcu? Sobota za čipi, Štoparce pa potem še samo za tisti tretji ali pa četrti backup. No, tako, ok, super, ja sej verjamem, ProTime je seveda jasno, da že samo ime po sebi garantira objektivnost in natančnost. Drugače pa samo še to smisel vprašati, ker sodelujete z zdravstvenim domom Adolfa Drolca. Je kakšna posebna stvar, ki jo izpostavljamo letos, oziroma morda kakšna preventiva, ki jo želimo izpostaviti s tem tekom?
Skrb za zdravje, za zdravo telo, torej ukvarjanje z zmerno rekreacijo, zmernim športom zagotovo vpliva na krepitev imunskega sistema zdravja. Zato tudi jaz kot bivši športnik pač vsem svetujem neko zmerno ukvarjanje, vsaj s hojo, če ne drugega, tako da zagotovo pripomore tako k boljšemu počutju, zmanjševanju stresa in pa vsega ostalega, kar doprinese k dobremu počutju. Ja, no, evo, poudarek na zmerno, si slišal? Tako. Da mi da bova zmerno čakala, če bo se zmerno... Je to zmerno, ja, se to... To pa je odvisno od konstitucije in posameznika in zmožnosti. Maja in Domen, hvala lepa za obisk danes v tem studiu. Jaz verjamem, da bo ful gužva na dogodku Maribor v gibanju prihodnji vikend. Še enkrat vse informacije na mariborinmotion.com. Najdete jih tam. Veliko uspeha, ker znamo delati, to smo že doskrat pokazali. Tako da še en nepozaben vikend bo v našem mestu. Hvala. Hvala za povabilo. Povabljeni še enkrat.